Gledate gorenjska poročila na GIF TV. Spoštovane kolesarke in kolesarji, dragi domačini, cenjeni gostje, občinski svetniki, predsednica krajevne skupnosti Lesce, predstavniki krajevnih skupnosti in izvajalci projekta, danes obeležujemo Mednarodni dan mobilnosti. Letošnji slogan Trajnostno povezani spodbuja, da čim več poti opravimo peš, s kolesom oziroma z gibanjem telesa in na svežem zraku. Še posebej to velja za kratke razdalje. Trajnostna mobilnost je premikanje na trajnosten način, s hojo, kolesarjenjem in uporabo javnega potniškega prometa. Njeno vodilo je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet. Z učinkovitimi ukrepi se zmanjšuje potreba po osebnem motornem prometu in s tem zmanjšuje škodo, ki jo ta povzroča tako okolju in našemu zdravju. Dragi kolesarji, spoštovani vsi zbrani, na ta prečudoviti dan vas prisrčno pozdravljam v imenu občine Radovljica in pa seveda tudi v svojem imenu. Kaj naj rečem, leto je bilo zelo hitro naokoli. Se spominjate, ker vidim, da vas je večina tudi bila lansko leto z mano na otvoritvi tega povezovalnega dela. In takrat smo tudi nekako obljubili sodelavci, da bo v enem letu tudi ta odsek končan. Jaz sem izredno vesel, da smo prav na dan, bom rekel, mobilnosti oziroma dneva brez avtomobila, da nam je uspelo to cesto, železniško cesto, od železniške postaje v Lescah, pa tukaj mimo Gorenjke, navezati na obstoječi lanskoletni projekt. Izvajalec je bila Gorenjska gradbena družba. Kako je pravzaprav delo potekalo? Delo je potekalo odlično, razen pač teh, kar je že gospod župan omenil, podražitev pa tako naprej, s čimer se soočamo vsi izvajalci v Sloveniji. Sicer pa brez nekih hudih težav. Koliko časa ste porabili, da ste to vse do konca naredili? Začeli smo, mislim, da v začetku leta, pa v bistvu sedaj so bila dela zaključena do konca avgusta, septembra. Gorenjska gradbena družba je na večjih projektih izvajalec v Radovljiški občini? Tako je, zdaj tudi zaključujemo to kanalizacijo Lancovo, pa tudi kar nekaj manjših in večjih projektov v Radovljici in tudi gorenjskih občinah smo konec koncev največja gradbena družba na Gorenjskem, pa ena izmed večjih v Sloveniji. Je šlo brez nevšečnosti? Lahko rečem, da ja, no, tudi pač na koncu, če se zavedamo, da smo vsi udeleženci pri gradnji na isti barki in da imamo skupen cilj, pač problemi se vedno pojavljajo, ampak smo zato tukaj, da jih rešimo skupaj. Kolikokrat ste se že udeležili kolesarskega izleta? Točno ne vem, mislim pa več kot 10-krat. Kako ocenjujete današnjo pot? Prekratka. Prekratka? Ja. Prekratka. Ste rekreativen kolesar in navajeni več kilometrov? Ja, več, pa ne dosti več, ampak to je bilo kar kratko. Se vam je zdelo urejeno, kar ste prekolesarili? No, ja, dobro. Kolikokrat ste se že vi udeležila kolesarskega izleta v Radovljici? Ja, mislim, da smo 4-krat bila, ne? 4-krat so se udeležila, lepo je, zelo lepo je organizirano in letos nam je tudi uspelo kljub
obolelosti s COVID-om, kjer nama je ravnotežje nagajalo, ampak kljub temu sva to lepo popravila in lepo kolesarila in sva hudo vesela, da lahko še v teh letih kolesarijo. Čestitke. Kako pa vi, doktor Mencinger, tudi vi ste kar rekreativc še vedno? Ja, veste kaj, uživava v kolesarjanju in skoraj vsak drug dan narediva 20-30 km, ampak malo pogolfava, ker imava elektriko. Ja. Kakšna je bila danes pot? Super je bilo, pa ima človek občutek, da so vsak let bolj disciplinirani kolesarji in vsak let je bolj prijetno. Ja. Kaj vas še čaka letos? Boste še kolesarila? Ja, kolesarila bova še, ampak veste kaj, z ozirom na najina leta, ki sva oba čez 80, si želiva samo, da bi še prišla na te kaške smuči enkrat po zim. Sigurno vam bo uspelo. Hvala. Ja, prosim. Kolikokrat ste se pa vi udeležili kolesarskega izleta v Radovljici? V bistvu sem letos prvič kot predstavnik Gorenjske gradbene družbe, ki smo gradili to kolesarsko povezavo v Lescah, tako da smo že mogli sprobati tudi cesto, če je taka, kot mora biti, kot vodja gradnje na tem odseku. Se vam je zdela dolga pot? Za mene ne, ker sem v bistvu dosto kolesarim, tako da ni bilo neke hude sile. Rekreativen, navdušen kolesar? Tako je, bolj tekač, ampak tudi kolesar, tako da ni bilo hude sile. Kolikokrat si se že udeležila kolesarskega izleta? Letos sem se prvič. In kako ti je bilo? Zelo dobro. Koliko kilometrov si privozila, veš? Kakšnih 15. In boš drugo leto spet sodelovala? Verjetno ja. Kaj pa ti, kolikokrat si se pa ti udeležil? Ne vem, po moje, da je prvič. Mogoče sem se še kdaj. In kako se ti je zdelo? Drugače je bilo odličen. Se ti je zdelo veliko kolesarjev? Ja, drugače ja. Je bilo ja, kar.